Pozdravljena, svetla, stara duša. No, v mojem kanalu ste predvsem ženske in mnoge ženske marsikaj predelujemo. Čustveno ozadje in ker smo bolj čustvene, hitrejše tudi zbolevamo. V naši družini predelujemo diabetes in zadnjič je bila ena gospa pri meni, v njeni družini imajo vse ženske raka. Se pravi, nek čustveni vzorec je zadaj, neko nepredelano čustvo in zdaj, kaj je treba odkodirati. Najprej bomo pogledali v knjigo Življenje je tvoje, Louise Hay, potem pa še v mojo knjigo Ko imajo duše žur, nisem prepisovala. V tej knjigi, Ko imajo duše žur, dejansko sem pisala to, kar je šlo skozi mene, te informacije. No, ampak zdaj, če gledamo v tej knjigi Življenje je tvoje. Diabetes, hrepenenje po tem, kar bi lahko bilo, močna potreba po obvladovanju, globoka žalost, nič sladkosti ni ostalo. Sicer potem naprej priporoča ponavljanje pozitivnih trditev, kot je ta trenutek je poln radosti. Ampak, če si v eni globoki žalosti in da si ponavljaš, ta trenutek je poln radosti, komu lažeš? Se pravi, to ne deluje. In kasnejše raziskave so pokazale, da dejansko, če ponavljate trditev, v katero ne verjamete, ki jo ne čutite, na celični ravni dejansko doživljate še več stresa. Se pravi, ta trditev bi bila ta prava, če bi vi napisali, recimo si ponavljali, dovoljujem, da ta trenutek napolni radost. Odločila sem se, da bom doživljala sladkost današnjega dne. Ta trenutek se odločam za sladkost življenja. No ja, mogoče majčkeno za nas slovenski jezik, majčkeno težko ni tekoča zadeva. No in zdaj, če pogledamo naprej v mojo knjigo, Ko imajo duše žur, no tukaj noter pa pri sladkorni bolezni pišem to. Se pravi, kronična žalost, prepričanje, da je življenje težko. Ostala je samo grenkoba in nič radosti. Občutek nemoči in obupa. No in v glavnem, potem pa preveriti je treba z mišičnim testom. V duši nosim potrebo po tem, da se počutim kot žrtev. To pa zdaj je tisto, ker na nek način, ker če sem jaz zasvojena s tem, da sem razočarana, imam neko potrebo zadaj. Jaz sem bila šokirana pri sebi, ko sem prišla do tega, da imam potrebo po tem, da sem izkoriščena. Pač potrebo imaš potem, da greš spat, da ješ, da greš na WC, to so potrebe, da piješ. Pač to so potrebe, ne pa da se počutim izkoriščeno, zavrženo. No, to so bili moji programi. Potrebo imam po tem, da zanikam svoja čustva in svoje potrebe. In naslednja stvar, potrebo imam po tem, da vse druge ljudi postavim pred svoje potrebe. Zdaj pa poglejte, da potrebe drugih ljudi postavljam pred svoje. In kdor od nas ima to potrebo, se pravi, da drugim ugajaš, vam povem moj primer. Zdaj, jaz še zmeraj predelujem tele zadeve, ker sem v zadnje pol leta doživela, nenazadnje mi je refleksija na mojo primarno družino in na to preko primarne družine. In zdaj v bistvu s tem mojim odnosom sem lahko zavestila še določene svoje rane. No, in dejstvo je, da lažje razumem, zakaj je mama ranjena in tako naprej. Pač lažje razumem. Zdaj pa pomislite, če poznate kakšnega človeka, ki je do vseh ljudi zelo, zelo, zelo prijazen, pač na vse naredi neverjeten vtis, pride v gostilno časti in v glavnem, na vse ljudi naredi dober vtis in vsi ljudje imajo tega človeka radi. Ampak doma, ker je že porabil vso zalogo energije, pač ne zmore več špricati ljubezni, je samo utrujen. No in v glavnem, na nek način je to prekrita manipulacija, zato ker je to slikanje slike za javnost. Zdaj, kaj pa doma za 4 stenami, to pa pač ko zavese padejo, ni več pomembno. In v glavnem, kdor ima opravka s takim človekom, da šprica na vse strani radost, za doma mojo pa ne ostane nič, je velika verjetnost,
da zboli za sladkorno boleznijo tipa 2. No in zdaj, če gledamo prav v knjigi Louise Hay, se pravi diabetes, hrepenenje po tem, kar bi lahko bilo. Se pravi, ti vidiš potencial človeka, vidiš ga, kako šprica ljubezen, se pravi, kako bi bilo lahko lepo, če bi bilo to še doma. Ampak ni. Zdaj pa naslednja zadeva, ne? Namesto, da bi takrat, ko vidimo, da imamo opravka s takim človekom, no in tak človek je bil ta moj partner, bivši, dejansko je na ta način vzemi ali pusti. Ampak pač mi se zaljubimo v neko podobo, kaj bi lahko bilo, če bi bilo. Ampak kar ni, ostajamo v nekem hrepenenju in potem v razočaranju, ker tega ni. In dejansko, prej, ko si priznamo resnico, lažje nam je, lažje greš naprej, ker enostavno veš, ne, da če ni doma za 4 stenami tega, kar pač ti rabiš, ne bo nikdar. Pač nikdar. No, zdaj to je za diabetes. Se pravi, jaz tukaj naprej pišem pri sladkorni bolezni afirmacijo. Zaupam toku življenja, dovoljujem si občutiti radost. Vse, kar me bremeni, dovoljujem, da odide. Dovoljujem, da se moja duša očisti. Odpuščam in grem naprej. Zavedam se, da je v meni moč. Pogumno se odločam zase. In ja, kdor ima sladkorno bolezen, se ponavadi pogumno odloča za druge, ne za sebe. In potem je še razočaran sam nad sabo, ker ne zmore narediti korakov. In ker ne zmore narediti korakov, pade še globje v ta občutek nemoči in še večja žalost in začne tone. No in potem imam tukaj recimo v knjigi od Louise Hay debelost. Strah, potreba po zaščiti, beg pred čustvi, ne počutite se varni. Normalno, v takem odnosu se potem ne počutiš varnega, ker bežiš pred svojimi čustvi in ker te je strah premikal, se začneš rediti in padeš še bolj v začaran krog. In potem afirmacija, ki sigurno ne deluje. Pomirjena sem s svojimi čustvi. Ne, nisem. Nekomu bi zavila vrat, pa verjetno bi ga tudi pač sebi, a ne? Pomirjena sem s svojimi čustvi. Varna sem tukaj, kjer sem. Ne, nisi. Kjer si, se ne počutiš varno. Premik boš morala narediti. Zavedam se, tukaj piše naprej, sama si ustvarjam svojo varnost. Ja, zaščito si delaš, zato si pač se delaš varno. In rada se imam in se cenim. Ne, nimaš se rada in ne ceniš se, zato rabi zaščito. In zato pač začni drugače, z druge strani. Tukaj, da se razumemo. Jaz te ne kregam, če imaš preveč kilogramov. Ampak hočem ti povedati, da mogoče ta znanja, ki smo jih prebrali v knjigi Življenje je tvoje, niso ta prava. Pač veš, da se nimaš zadosti rada. Zdaj pa kako? Prva stvar, ne? Ok, odkriješ virus. Naredi zdravilno molitev dekodiranja. Pet počisti tisto kodo pomanjkanja in potem začni sama sebi govoriti. Dovoljujem si, da se imam rada in da se cenim. Sebi zaupam, dovoljujem si, da se postavim za sebe. Čas je, da si vzamem čas za sebe. In zato sem napisala pač vse te karte s pozitivnimi afirmacijami, ker dejansko dovoli, da v tvoje življenje pride nova energija. In pač opusti strah pred sodbo. In zdaj, a ne, strah me je obsojanja ljudi. Če pa grem pač na svoje, me bojo vsi obsojali. V vsakem primeru te bojo obsojali. Se te že. Zaradi tega, ker če si poročena z nekom, ki na zunaj kaže popolno sliko, zna pojamrati tudi čez tebe. Sej on bi bil srečen. Veste, kaj mi zadnjič ena gospa rekla? Ona je zbolela za rakom, njen mož pa je jamral okrog, kako je on bogi, ker ima pač bolno ženo. On je bogi, a veste. Pač tako noro. No, pojmo zdaj na raka, je prav. Pojmo zdaj na raka. Se pravi, kaj pravi Louise Hay? Rak. Da vidimo. Rak. Nisem si pripravila, ampak v glavnem, dajmo pogledati. O, P, R. Moja abeceda.
PR, se pravi rak. Globoka rana, dolgotrajna zamera, človekova razjeda velika skrivnost, moja, pač oprostite mi, jaz imam disleksijo in ko začnejo črke plesati, plešejo. Človeka razjeda velika skrivnost ali žalost, v sebi nosi sovraštvo, občutek ima, da je vse zaman. No in zdaj pomislite, se pravi, ta občutek vse zaman ne morem, ujeta sem v nek odnos. Ujeta sem. In se pravi, zdaj, če ti v tvojem življenju predeluješ, se pravi, če se je kot duša odločila, da boš izkusila svobodo, verjetno rabiš izkusiti nasprotje od svobode, je ujetost. In se učiš osvobajanja. Pač seveda je povezano vse s preteklimi življenji in tako naprej, ampak če se je duša zadala, pač narediti nek korak naprej, recimo jaz zdaj vem, kaj jaz predelujem in vse ženske v moji liniji, to je od stare mame, obedvih starih mam, moje mame, jaz in ne nazadnje moje hčerke, je prav ta vera v to, kaj bi lahko bilo, če bi bilo. Pa ni. A ne? In jaz sem prva naredila reze. Enostavno sem rekla dovolj. Ni in grem naprej. V glavnem, in s tem tudi kažem pač zgled mojim hčerkam, da ni vredno vztrajati v nekem odnosu, kjer si mogoče bolj zaljubljena v sliko, kaj bi lahko bilo, če bi bilo. Pač realnost je in ljudje se na žalost spreminjamo pogosto na slabš. Sploh v zakonu. Pač na žalost, če je pred zakonom so že rdeče zastave, bo verjetno potem še slabše. No in v glavnem, zdaj, če pogledamo raka, pozitivne afirmacije iz knjige Louise Hay. Ljubeča odpuščam vsemu, kar se je zgodilo v preteklosti in se vsega osvobajam. Ok, to je v redu. Odločila sem se, da bom svoje življenje napolnila z radostjo. Rada se imam in se cenim. No recimo sploh, jaz če se nimam rada in se ne cenim, če si bom samo ponavljala rada se imam in se cenim, milijonkrat si bom mogla ponoviti to pred ogledalom, ampak bolj hitro je, sebi dovoljujem, da se imam rada in čas je, da se cenim. Pač majčkeno spremeniš, ker to je pa tako, kot bi dala na semaforju zeleno luč, pa pač spelješ, ko je čas, ko lahko spelješ. Gre se za to, da ti, ko se učimo določene lekcije, ko se učimo, kar bolezen nam kaže, katera nepredelana čustva imamo tam zadaj in kaj je potrebno narediti. Ampak, zdaj pa koraki, strah. To je pa ujetost. Zdaj pa kako iz te matrice ujetosti? Dejansko, vam povem tako, kaj mislim, jebeš situacijo. Pač enostavno greš naprej, ker enostavno ne moreš nič narediti. Ker veš, da ti začneš toniti in ko začneš ti iti navzdol, pač, vem, da je težko, ker sem sama šla skozi to, ampak jaz, ko sem enkrat prišla do zaključka, da so vsi te preigravanja, kar se jih jaz učim, povezana dejansko s preteklimi življenji in da to življenje je moja moč v sedanjem trenutku, se pravi, sedanji trenutek definira, kam bo šlo moje življenje. Se pravi, če se jaz ta trenutek odločim za življenje, za mojo radost, za mojo strast, tega mi nihče ne more vzeti. Ker sem se jaz tako odločila, pa se je samo življenje. Itak te bojo obsojali. Pač mali umi se ukvarjajo s problemi drugih ljudi. Veliki umi se ukvarjajo s svojimi problemi. Pač tako je. In lahko to preprečim? Pač ne moram. Enostavno grem naprej. No, čakajte, vam bom zdaj še v moji knjigi pokazala še, kar se tiče rak. Da vidim. To ni U. Če sem ga sploh dala, T, no, kje pa imam tlo, sladkorna bolezen, rak, OPR. Sploh ga nisem dala noter. Zanimivo. Ok.
To pomeni, da bo v naslednji, ko bo ponatis. Bom pa dala noter. No, v vsakem primeru. Kdor se sooča z rakom, pomeni, da njegova duša predeluje neko ujetost, globoko razočaranje in v osnovi je zelo podobno ozadje, kot je pri sladkorni bolezni. Pač en del telesa odpove, ker je tam skladiščena taka velika žalost. No, tako da, pojmo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo. Stvarnik za tele svetle duše, za tele neverjetne ženske, ki se učimo ljubezni do sebe, kaj je ta trenutek pomembno, da zavestiš, da veš, da slišiš. Karta obilje. Obilje. Čas je, da pride obilje v tvoje življenje. Naravnana sem na vibracijo obilja. Obilje lahko čutim povsod. In to obilje je povezano s tem, da enostavno ti začneš gledati, kaj je, nečesa ni. Kaj je? Si priznaš resnico. Druga zadeva pa vibracija obilja, no to je prav nekaj, kar jaz vem, da po naši liniji predelujemo pomanjkanje. Se pravi, sladkorna bolezen je pomanjkanje. A veste česa? Pomanjkanje ljubezni. In jaz točno vem, da se zdaj osvobajam potrebe po tem, da občutim pomanjkanje ljubezni. Pač dobesedno pomanjkanje. To je zdaj nekaj, kar jaz zdaj zadnji teden predelujem, dejansko pomanjkanje. In vem, da sem prišla v to življenje in da vse te izkušnje, ki jih imam od doma in skozi partnerske odnose, dejansko se učim občutiti obilje. To je tisto. Se pravi, moja duša se je odločila, da bo občutila obilje, ampak moram izkusiti pomanjkanje. Zato, da lahko rečem, ne, tega ne želim. Ali pa druga stvar, na en način je to past, kamor se lahko ujamem in živim v pomanjkanju. In hrepenim po nečem, ampak v osnovi, ko pa jaz sprejmem, da obilje je, da če pogledam vase, da pomislim, koliko kapljic krvi je v mojem obtoku, to je čisto obilje, koliko celic je v mojem telesu, to je čisto obilje. Če pogledam, koliko las je na moji glavi, je to čisto obilje. Če pogledam, koliko zraka lahko vdihnem, to je čisto obilje. Če pogledam skozi okno, vidim drevo, to je čisto obilje. Če pogledam katerokoli drevo, ki zdajle že snuje sadeža, pa so že sadeži, to je čisto obilje. Se pravi, jaz se učim v mojem življenju dajati pozornost na obilje, stran od pomanjkanja. Dejansko, to je moja življenjska šola, skozi tudi mojo težo, skozi to, da sem imela težave s težo, ko sem imela v puberteti in vsakič, ko so mi hormoni zanihali, pač težave z nihanjem teže, točno vem, da je vse povezano s pomanjkanjem, predelujem kodo pomanjkanja. In to je tisto, kar je moja duša dejansko prišla se naučiti. In po drugi strani, fokus na obilje in na proslavljanje, na radost življenja. To je moja šola. In verjamem, da nekaj podobnega tudi vi predelujete, tudi ti predeluješ, ki tole poslušaš, ker enaka vibracija gre z enako vibracijo. In sem prepričana, da ko nas bo ogromno teh žensk predelalo to kodo pomanjkanja, jaz vidim tako novo zemljo, res tako novo zemljo, tako obilje na vseh področjih, dejansko čas je, tudi ena stvar, pomanjkanje ženske energije, pa če sem zrasla ob mami, ki je bolj v moški energiji, pač enostavno, ker je bila tako ranjena. In seveda se učim postaviti v žensko energijo in biti v ženstveni energiji in uživam v tem, ker nosim krila in obleke in tako naprej. Pač skozi to, kar vidiš, da opuščaš tega, kar ne želiš in daješ pozornost tja, kamor si želiš. Tako da ja, ti svetla, stara duša, vzemi sporočilo svojega telesa, kjer te boli,
kjer občutiš bolečino, kjer imaš mogoče težavo, kaj te uči. In lahko tudi vprašaš zvečer pred spanjem. Lahko daš namero in enostavno rečeš: moja duša, tako si predstavljaš, kot bi poslala balonček svoji duši in rečeš: preko sanj mi prosim sporoči, kaj me ta bolečina uči. Pripravljena sem videti resnico. Povej mi. Recimo, jaz danes sem sanjala dejansko tega mojega bivšega partnerja. Zdaj, za tiste, ki še ne veste, ja pa saj vsi veste. V glavnem, zaključila sem s tem mojim Italijanom, in je bilo še tako, da sem mu razlagala v sanjah, da me utesnjuje, da jaz ne zmorem biti v takem odnosu, kjer sem nekomu za okras, da jaz sem svobodno bitje, da moram dihati v življenju. In ja, to je ta moja radost, a ne. In jaz rabim v življenju delati to, kar radosti mene, mojo dušo, in ta radost lahko pomaga še komu naprej, predvsem pa meni. Ker v nasprotnem primeru sem lahko tako kot roža, ki se jo ne zaliva, ki enostavno vene. To ni moja pot. Pač to ni moja pot. Moja pot je izražanje skozi življenjske izkušnje, osvojiti lekcijo, in ko jo osvojim, povem še vam naprej. Pač še vam majčkeno pomagam do tega, da mogoče vi ozavestite kakšno vašo lekcijo in da lažje greste naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj vas spremlja vaša duša in božji blagoslov. Naslednja karta je prišla nad angel Ariel. Lahko njega prosite, njo, nad angel Ariel, prosim za pomoč. Naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Se pravi, ta videti resnico. Dovoli mi, da vidim resnico. Zdaj, če vas je strah resnice, pol vprašanje, če jo želite videti. In mogoče pol potrebujete ljubezen, ja, bolezen, potrebujete izkusiti pomanjkanje ljubezni, da lahko vidite mogoče resnico in da se usmerite tja, kar vaša duša želi izkusiti. In to je nasprotje od bolezni, ljubezen. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.